Dobro večer. Bi začeli s tem predavanjem, moram reči tako, da iz raznih obiskovanj, raznih podobnih dogodkov, ki jih je organizirala fakulteta v Kopru, Univerza v Kopru, smo v nekih neformalnih pogovorih z dr. Kuzmaničem prišli na to idejo, da bi lahko organizirali nekaj takega v Portorožu v tem zimskem obdobju za ljudi, za krajane. In pač smo to organizirali s tem namenom, da bi imeli približno vsak mesec eno tako predavanje, tam je do 6-7 predavanj, mislim, da ne bo, na razne teme. Zdaj, približno smo nakazali v vabilu tam 2-3 temi približno, kaj je bilo. Lahko se pa bomo z dr. Kuzmaničem tudi sproti dogovarjali, kakšne teme bi hoteli obravnavati. Prvo temo, jasno, je dr. Kuzmanič predlagal, da bi bila ta, ki je navedena, in to je bilo to. Namen, jasno, je v bistvu malo spodbujati ljudi k političnem udejstvovanju, ker vidimo, da v bistvu ljudje tudi malo razumejo in tudi se politično ne udejstvujejo, in nasplošna taka je, da politika je sama ukvarjenost in tako naprej, ne, ampak politika je marsikaj drugega, ne. No, to je bilo to. Če ima dr. Kuzmanič še kaj takega. Ne, mislim, da bomo imeli dovolj besede, pa itak jaz ne mislim samo govoriti, da bi se bomo kaj pogovorili, tako da bo časa za tudi podobne stvari. Torej, hvala, da ste prišli v tako lepem številu. Jaz sem pričakoval, da nas bo približno 8-9. To pomeni, da je res nekaj novega v igri. In res upam, tako kot je Mario povedal, seveda, če vas bo zanimalo, jaz lahko tudi doma berem, da bomo probali vleči zadeve v smeri razumevanja politike in tega, za kar gre danes v svetu, kajti to več ni hec. To več ni običajna zadeva. Tukaj za take, kot sem jaz, ki imamo vnuke, vsaj kar se mene tiče in v svojem lastnem imenu, to lahko povem, jaz ne puščam več niti milimetra. To, s čemer imamo opravka, jaz to predelujem na dva načina. Prvo je posttotalizem, drugo je pa postfašizem. To, s čemer danes imamo opravka, je posttotalizem, je postfašizem. Nimamo opravka z demokracijo, pa z majhnimi rečmi. Kot se zdi iz medijev množičnega poneumljanja. Tako da veste, da mislim govoriti resno. Problem z resnim govorjenjem je, da je to najtežje govorjenje in da to ne pride kar tako in da se ga ne da govoriti kar tako, ker to je nekaj, kar terja eksaktnost, to pomeni natančnost, preciznost. V tem smislu prosim, da besede, ki jih slišite, ne razumete kot slučajno izrečene, kot zaletave, pač pa kot premišljene in na katerih delam približno 40 let. Se pravi, to ni prišlo z mano vred po kisli zupi. Jaz sem sicer iz Dalmacije, iz otoka Visa, ampak približno 40 let nazaj sem prišel študirati v Slovenijo, takrat nisem nehal študirati. Ko sva se z Marjotom in še s kolegi pogovarjala, kako se lotiti, pa sem rekel, jaz sem pripravljen priti, ampak samo pod pogojem, da se bomo resno menili. Ne zanimajo me čvekarije tipa tega, kar počne televizija ali pa kar piše ta pa dulni časopis. Upam, da veste, da imate opravka z mediji množičnega poneumljanja. To so zelo, zelo dodelane PR tehnike in tehnike propagande, glede na katere je tisto, kar je Goebbels počel približno dobrih pol stoletja nazaj, prava mala malca.
Se pravi, če se hočemo resno lotiti tega, s čemer danes imamo opravka, dobro večer, potem pa moramo skušati biti resni. Jaz bom prav to skušal in sicer, če nimate nič proti, bi jaz probal zložno govoriti približno 1 uro, slabo uro, kaj takega, potem pa bi skušali morda kaj predebatirati. Kajti vprašanje političnega govorjenja, to je politično govorjenje, kar jaz počnem. To nima nobene zveze s strankami. Politika nima nobene zveze s strankami s parlamenti. To so politične tehnologije. Politično govorjenje je zmeraj govorjenje navadnih smrtnic in smrtnikov, ki jim oni drugi, politični tehnologi, stranke, parlamenti in tako naprej, bolj ali manj krojijo životarjenje. O tem, da životarimo, vas jaz ne bom prepričeval, ker jaz mislim, da je to tudi najbolj slep in jasno. Se pravi, samo zares in brez milosti govoriti me zanima in govorjenje je hujše od kateregakoli orožja. Z besedami se da ubijati. Še posebej v dobi, v kateri po medijih te besede tečejo in v dobi, v kateri množično ubijajo ene dobesedno, milijarde ljudi pa v glavo. In sicer tako intenzivno, da te množice, milijardne množice, niso zmožne razumeti, zakaj gre. Čutijo sicer, da je nekaj narobe, da pa bi bile zmožne spraviti svoje občutke na raven mišljenja, na to artikulirati v podobih besed, to pa ne. To ni slučajno. To so rezultati predvsem dvojega. Prvič, izobraževalnih sistemov. Izobraževalni sistemi so natančno postavljeni, preračunani in usmerjeni v blokado možnosti mišljenja in razumevanja. In drugič, nenehno bombardiranje strani medijev množičnega poneumljanja dodatno paralizira mišljenje. V tem smislu smo odloženi na smetišča nemišljenja. Potem pa vse to skupaj butne Trump. Ko skušamo razumeti in več kot skušati v tem trenutku ni moč, zato ker stvari so se že zgodile, še hujše pa pridejo. Ko skušamo razumeti zadevo Trump, potem se moramo vprašati, s čim to sploh imamo opravka. Prvi in ključni odgovor se glasi, nimamo opravka z nobenimi in nikakršnimi stvarmi, pač pa z rečmi. Reč v razliki do stvari je nekaj neoprijemljivega. To je tisto, kar se tiče tega, kaj sploh smo mi zmožni misliti. Katere horizonte lahko zagrabimo, v kaj smo postavljeni in kako lahko interpretiramo tisto, kar se je zgodilo čez lužo. Čez lužo se je danes po noči zgodilo nekaj, kar je moč primerjati, če bi govoril na način stvari, z veličastno eksplozijo hidrogenske bombe, ki pa jo mi nismo zmožni misliti v smislu artikulirati. Če bi to bila jedrska bomba, če bi to bila hidrogenska bomba, če bi to bomba bila, ki bi razcefrala stvari, bi mi to videli, pa bi rekli, to je pa to, pa to, pa to. Vendar pa, to je bila samo metafora in mi nimamo opravka z bombo, ki je bila hidrogenska ali pa jedrska. Z bombo pa zagotovo imamo opravka. Ta bomba je tisto, kar je zadeva stvari. In zato, kar ni zadeva stvari. In zato bom skušal pojasniti, zakaj gre pri vprašanju reči. To je tisto, kar je neoprijemljivo
In to je tisto, kar kontrolirajo mediji množičnega poneumljanja. Danes se ne gospoduje nad ljudmi v pomenu gospodstva nad njihovimi telesi, pač pa v pomenih kontrole mišljenja. Mind control. Če mislite, da mind control, izključno doma v Združenih državah Amerike, da je vsak večer niste deležni po medijih množičnega poneumljanja v zelo, zelo zajetnih količinah. Brž, ko preklopite radio, televizijo, odprete časopise, potem te ne razumete, zakaj gre. Se pravi, treba skušati odpreti nič več. Vprašanje, ki se glasi, kaj je to počilo v Združenih državah Amerike? Glejte, najmanj dve stvari, velikanski stvari sta poči. Ena je taka, o katerih bom zelo malo povedal, ker bi moral iti v zelo specialistične in fine analitike in se nanaša tistega, čemu rečemo znanost ali pa akademija. Če slučajno koga zanima, jutri zvečer imam zaključno predavanje pri predmetu na politologiji, na podiplomcu v Kopru in bom govoril o tej dimenziji znanosti, metode, metodologije o 4:30 v Kopru. Če vas zanima, lahko me pol vprašate na koncu, ko najbrž bomo šli eno pokaditi ali pa še reči kako off the record. Kar se tiče akademije in znanosti, gre približno za tole. Podobno kot leta 2008, v primeru tako imenovane krize, dejansko gre za depresijo seveda, da tako rekoč ni bilo znanstvenika, znanstvene inštitucije, resne znanstvene analitike, resnega intelektualca, ki bi upal zagovarjati si, da Trump gre skozi. To je samo detalj in simptom o tem, kar je moč poimenovati na naslednji način. Živimo v dobi, v kateri akademija, intelektualci, še posebej družboslovci in humanisti, so odpovedali na vsej črti. Tisti, ki so v prvi polovici 20. stoletja, če dalje manj v drugi, v 19. stoletju, v 18. stoletju, mislili dobesedno 100 na uro. Tisto, ki so pogosto cela svoja življenja žrtvovali za mišljenje, razumljevanje in govorjenje. In tega več ni. Današnja akademija, današnji intelektualci so najeta delovna sila, ki ni zmožna misliti, ki ni zmožna proizvajati konceptov, ki ni zmožna proizvajati temeljnih orodij za mišljenje, posledično. Vsi ostali, ker so intelektualce odpovedali, smo bosi na ključni točki intelektualnega mišljenja in zmožnosti razumevanja celote, s katero imamo opravka, ki pa je, kot je vsakemu bolj ali manj jasno, grozljiva, grozeča in srhljiva. O tem, zakaj, kako je do tega prišlo, kot rečeno, če koga zanima, bom probal jutri več reči na predavanju za drugi letnik podiplomcev. Tisto pa, na kar bi se pa osredotočil, ker se mi zdi in upam, da me boste razumeli, da me boste lahko sledili, je pa nekaj, kar je povezano s tem. Kajti, v primeru, ko imamo situacijo, da imamo intelektualce, ki so zmožni proizvajati, tukaj gre za intelektualno ustvarjanje, v tem smislu govorim, v produkciji, koncepte, ideje, teorije, argumente, verige argumentov, načine eksplanacije, interpretacije, v končni inštanci še poenostavljeno to kritično mišljenje. V primeru, da to imamo, potem intelektualci in recimo temu navadni ljudje, ki se ne ukvarjajo po profesiji in po profesionalni liniji s takimi občutljivimi stvarmi, ki terjajo znanje zelo širokega področja človeškega bivanja, vključno z nekaterimi arhaičnimi jeziki. Če to ne obstaja, potem tudi navadni ljudje ne morejo tega misliti. Oni sicer lahko občutijo, vidijo, da je nekaj narobe, ne morejo pa artikulirati, da bi se pa ti šel
resnega postavljanja po robu obstoječemu, ti moraš z moč zadevo artikulirati. Trenutno smo sredi blebetanja. Katerikoli mediji odprete, glejte pogledati, tako imenovane social media, greste pogledati, kako zadeve funkcionirajo med ljudmi, ki debatirajo. To je blebetanje v čisti obliki. Imamo opravka s popolnoma neizobraženimi ljudmi, ki ne znajo elementarno logično sklepati na osnovi ene, druge premise in priti do nekega določenega sklepa. To je podobno, ko so se verjetno naše none pogovarjale 300 let nazaj o, ne vem, problematiki, koliko kil nekaj stane ali pa kdo je s kom šel. Mi danes imamo opravka s tako sofisticiranimi načini gospodstva nad ljudmi, s takimi razmerji sil in s tako nevarnimi oborožitvami, s katerimi razpolagajo ti ljudje, hkrati pa nimamo nobenih izdelanih možnosti, da bi to mislili in artikulirali. Rezultat je bolj ali manj nekaj takega, kar bi se dalo imenovati implozija, v smislu občutenje, ki tako ali drugače pelje v strah. Tisto, kar je pa moč po moje obesediti in se lahko o tem začnemo pogovarjati, na ravni tega, kar sem odprl, to je teh vprašanje govorjenja o rečeh, je vprašanje medijev. Ni ga medija, ki ne bi v zadnjih leto pa pol, še posebej intenzivno, zadnje pol leta od takrat, se pravi enkrat poleti, ko je Trump bil izvoljen in ko nastane dialog dveh, ki ne bi na takšen ali pa drugačen način, odprto, grobo in tako naprej, argumentiral, da je to pravzaprav nepomembna stvar, da Trump nima nobene šanse, da je itak to, kar govori bedarija, da se poznate verjetno bolj kot jaz, ker jaz ne poslušam medijev množičnega poneumljanja, ravno zato, ker vem, da imam opravka z medijem množičnega poneumljanja. Edini na svet, sugestijo, ki jo lahko dam v zvezi z mediji množičnega poneumljanja, če iščete v medijih, mora biti svobodo ali pa informacijo. Potem je svoboda in informacija na vašem daljincu samo ene barve in ta je rdeča. Izklopite medije množičnega poneumljanja in začnite brati knjige in se pogovarjati s prijatelji in debatirati. Drugače boste poneumljeni še bolj. Tisti, ki bolšči v televizijo, oslepi. Nimaš kaj videti. Ali pa če vidiš, zmeraj vidiš natančno in izključno samo tisto, kar nekdo hoče, da vidiš z nekim določenim namenom. Zelo preprosto je. Gre samo za to, da resno vzamemo. Se pravi, mediji so dobesedno, ampak za njih ne moremo reči, da so odpovedali, bombardirali teh ubogih 5, 6, 7 ali koliko nas že je na tej zemeljski obli v tem trenutku. In v primeru Trumpa je ključna zadeva, ki se je zgodila v zvezi z omenjeno eksplozijo na začetku, točno to. Mediji so eksplodirali. Niti eden medij več nima nobenega kritja. Gre samo za to, ali bomo mi potegnili konsekvence. Zadeva je na dlani, hočem reči. Ko govorimo o Trumpu, ne smemo se zaleteti, češ da gre za stvari, češ da gre za Združene države Amerike v smislu stavb, fizikali, avtocest. Ne. Počeli so mediji. Ko počijo mediji v medijski družbi, se je medijska družba sesedla. Zdaj pa grem k Ameriki. Ampak ne mislite, da sem do zdaj govoril izven Amerike ali pa pred Ameriko. To je bila tipična štorija, ki se nanaša na Ameriko. Zato ker naša današnja akademija, naše današnje revije za objavljanje, naše današnje knjige, naši današnji članki in teksti, ki prihajajo, vsi po vrsti prihajajo iz smeri Združenih držav Amerike. In drugič, vse medijske slike, vsi medijski načini govorjenja, vse medijske forme, v katerih so zapakirano to, kar se govori po radiju, televiziji in tako naprej, so amerikanizirani. Ne prihajajo z Kitajske. Z Grenlandije tudi ne in iz Čila ne. Tudi iz Rusije ne. Tudi iz Kitajske
In Evrope ravno tako ne. Zadeva je ultra koncentrirana. Da se našteti 4-5 ultra mega korporacij, ki so v glavnem, podobno kot velja za finančne inštitucije, vse po vrsti v privatnih rokah. Se pravi, to, kar je eksplodirali so mediji. Ko eksplodirajo mediji, eksplodira medijska slika sveta. In mi životarimo v medijski sliki sveta. Se pravi, če hočemo razumeti svojo dobo, ne smete jo misliti materialistično, ne smete jo misliti od spodaj na vzgor, ne smete jo skušati razumeti iz perspektive tovarn, iz perspektive proizvodnje in tako naprej. To so i tempi passati. Zahod je outsourcal, izvezo je vso svojo industrijo in je postindustrijski. Danes dela Kitajska za Zahod, Indija, BRICS state, Afrika, Zahod le še proizvaja za denarja. Zdaj si pa zapomnite tega, ker je najbolj pomembno, ker do njega sem hotel pripeljati. Imidžev. Zahod razumeti pomeni razumeti imidž Zahoda. Ključni imidž Zahoda so Združene države Amerike. To, kar je počelo včeraj, danes po noči s Trumpom, je počelo imidž Zahoda. Počele so Združene države Amerike. Na soft ravni, ne dobesedno, na ravni imidžev, na ravni želja, na ravni tistega, s pomočjo česa in kako se tako imenovana demokratična in svobodna družba prodaja. To je vse tisto, kar je padlo in je trenutno pred nami po tleh. To je tisto, kar se valja danes pred nami. Tisti, ki ste zmožni prebrati, kar se je zgodilo, probajte razmišljati v tej smeri. Se pravi, preden se lotite tega pa unega posamičnega detajla, koliko volitev dobil ali pa glasov v Wyomingu, zakaj v Vermontu dobila ona, ne pa on, kaj je v kakem obkraju Tallahassee, kdo in kako glasoval. To so tehnike zapeljevanja. Zato rabite 10 ur, da vam pridejo komentatorji po televiziji in zmeraj vam razlagajo minimalne posamičnosti, tehnične detajle o celoti, o možnosti razumevanja vsega, niti besede. Skratka, sugeriram, če hočete razumeti, zakaj gre, gre za epohalno stvar svetovnih razsežnosti. Epohalna stvar svetovnih razsežnosti danes je medijska. Tiče se imidžev, tiče se medijev in imidžev Združenih držav Amerike. Slika, imidž, temeljna želja vsega zadnjega stoletja, terra promesa, je izgubila nedolžnost. Naši nonoti so komaj da čakali, kdaj bodo šli v obljubljeno deželo. Ta promised land je funkcionirala vse tja nekje do 60-ih. Od 60-ih naprej se je začela krčiti počasi, tako kot Balzacova koža, šagrinska, verjetno ste brali ta krasen roman, če ne vam ga svetujem. Danes, po noči, prejšnjo noč, je s tem konec. Konec za koga? Za nas. Dejansko ne, samo potencialno. Samo v primeru, da smo pripravljeni z odprtimi očmi pogledati svet okrog sebe. Tisti, ki so pacienti PR-ja, ki so še zmeraj ujeti v cerkev imidžev, njim ni pomoči. Tudi to predavanje ne bo pomagalo in to predavanje ne naštemano na ta način, da bi jih prepričevalo. Jaz
Ne prepričujem nobenega. V cerkvah se prepričuje. Jaz samo govorim, tako kot sem rekel na začetku, da vas spomnim, brez milosti in politično. Se pravi, ko govorimo in ko odpiramo, ko skušamo odpreti problem, izhajamo iz predpostavke naše lastne dobe in to je doba medijev in imidžev. To je doba ameriških medijev in imidžev. In včeraj se je izkazalo, da je zadeva skrolala na vsej črti. Za racionalna bitja naj bo to tisto, kar naj zadošča v tej ravni. Zdaj pa, kar se tiče bolj posamičnih reči, bolj konkretnih reči, za katere domnevam, da ste bolj doma, ker so vam s tem napolnili glave že v zadnjih dneh, še posebej danes mediji množičnega poneumljanja. Mislim, da gre predvsem za ta problem. Mi, neameričani, od zunaj živeči, vključno s temi, ki nikoli niso bili v Združenih državah Amerike, kajti tisti, ki grejo v Ameriko, pa vsaj par mesecev preživi, se takoj pošteka, zakaj se gre. Smo dobili krasno priložnost, da se povzpnemo na raven, na kateri so, to pa še zdaj govorimo o zahodnoevropejcih, šlo že zdavnaj za voljo drugačnih, bistveno drugačnih razlogov. Afričani, Azijci, Južnoameričani. Omenjenim je za voljo bombardiranj, umorov, false flag operations, cover operations in tako naprej, že zdavnaj jasno, zakaj gre. Tisti, ki jim je najmanj jasno, so pa postsocialistične, postkomunistične države, ki so misleč, da grejo v raj, uletele direktno pod Bruselj in ne vidijo, da so pod NATO končale. Nam je najtežje razložiti. Zato jaz tega niti ponavadi ne poslušam in ne poskušam. Pacientom, v smislu alkoholikov, se ne da reči, da so alkoholiki. Se pravi, imamo šanso, da smo na identični ravni, da začnemo misliti na identični ravni, nota bene pozor zdaj, kot Američani sami. Način, kako se govori o American Dream, o Promised Land, o American Greatness, o čemerkoli takem, ki je tudi v sami Ameriki zmeraj odlično funkcioniral in činkoval, je tisto, kar je Trump in tisti, ki so glasovali za njega, porušil. Kaj hočem reči? Američani sami so poštekali, da so umegli, da se jim prodaja rog za svečo, da se jim mala to in uno in so rekli, nein danke, mi se ne gremo več tega. Če nekdo in ko nekdo po zelo uspešnem vladanju Nobelovega nagrajenca Obame Baracka ne more skozi spraviti Clintonovo ženo. Pazite, Clinton ima razmeroma visoki rating v Združenih državah Amerike, ravno tako dva mandata. In če nek navaden, polpismeni, neizobraženi, nekulturni, očitno razmeroma problematično uspešni menedžer to štorijo lahko povozi, a veste, kaj to pomeni? To pomeni, da navadni Američan šteka, zakaj se gre. Retorično. Kaj je to tisto, kar nam blokira, da tudi mi ne bi razumeli, zakaj v Združenih Ameriki gre. To vam pa pustim v debato, oziroma za debato, ali pa vsakemu med vami, da skušate premisliti. Drugače pa, mislim, da bi kazalo zdaj pa bolj materialistično, to boste po moje lažje razumeli. To, kar je s Trumpom se dogodilo, to ni nič realnega, ne v smislu stvarnega dogodka.
kar se tiče stvari, stvarnega dogodka, imamo opravka z zadevami, ki so stare približno 4 stoletja in so zdaj samo kulminirane. Se pravi, vse, kar se je stvarno zgodilo, se je zgodilo približno v zadnjih 4 stoletja zelo intenzivno. Še najbolj intenzivno pa približno od leta 2003, kaj takega. In sicer v povezavi, dalo bi se tako reči. 11. septembra je prišlo do tistega, do česar je prišlo, najbolj ste vsi slišali, približno 2 milijona krat. Ne? A ja, če sem že pri 11. septembru, da vas probam zbuditi. Domnevam, da vi verjamete v 11. september kot napad muslimanov na Združene države Amerike, a ne da? In mislim, da je to upravičena hipoteza. Zdaj bom probal ubiti v 3 stavkih. Prvi stavek se glasi, koliko letal se je zaletelo v stavbe v New Yorku 11. septembra tistega leta? Odgovor je, a ne da, enega in drugega. Smo videli. Poslušajte zdaj, kaj bom vprašal. Koliko stavb je padlo tistega svetega dne? Ne veste? Zato so vam 100krat in 1000krat zavrteli ene in iste posnetke, v kateri padata 2 stolpiča. A veste, kaj so vam zakrili? Zakrili so vam zadeva, ki sliši na ime Building 7. Building 7 je na ist način padla, vse mu se reče free fall. Tako. Une, 2 sta se menda, vse ste jih videli ste jih, a ne da, zaletela letala, ne? Katero letalo se pa je zaletelo v Building 7? Nobeno. A hočete, da vam povem, kaj je bilo v Building 7? Niste slišali, da obstaja Building 7? Se pravi, North and South Tower, ona 2 velika World Trade Center stolpiča, ne da? To veste, padla sta. Ja, pa je bilo veliko dima, kot na rock and roll koncertu. Building 7 je stavba, v kateri je bilo. 2 bom samo omenil. Glavni podatki o bančnih transakcijah na Wall Streetu. Poglavitni tajni podatki CIA in najbolj tajne službe Združenih držav Amerike, ki se nanaša na mornarico. A mislite, da je to slučajno? Seveda je slučajno, če padata oni 2 veliki, pa tudi una manjša pade zraven. Seveda vse je slučajno tukaj, ja? Opozarjam vas, lulat nas peljejo. Materialno lahko preverite 2 letala, 2 letali, 3 stavbe. Probajte si to pojasniti, vi, ki bi naj bile newtonovsko vzgojeni. Se pravi, nekaj, kar je silnega in stoji, ne da bi sila prišla in udarilo to, se ne podre. Nekaj, kar je iz armiranega in tako naprej jeklenega postavljeno, ne pada kar tako. Če še zmeraj verjamete v Newtona, če še zmeraj verjamete v zakone gravitacije, welcome to the desert of the real. Probajte malo razmišljati. Vem, da se ne stene. Pustite me, da... Prosim, resne stvari. A zdaj nam boste povedali, da so Američani si zrušili svoje stolpe? Ne, vi mene... Prosim, nadaljujte z resnimi zadevami. Usedite se dol in jaz bo končal, potem dobite besedo. Jaz kot arhitekt dobro vem, da če se zruši ena ogromna stavba, padejo še zraven majhne stavbe. Tako je, ja. Mislim, ne s takimi mitologijami, ker lahko gremo samo... Prosim, da me pustite, da dokončam. Mislim, to je pa više. Dokončaj. Bogi študentje, da vi predavate take neumnosti študentom. Zapomnite si tega arhitekta in ko prijete domoj, podite gledati... Mislim, res žalostno. Zdaj, ko ste pa začeli s to mitologijo... Slušaj, nima smisla, da tu... Ja, res nima smisla, da to... Nisi kot stavki naredil kot arhitekt, niti ene. By the way,
Če hočete razumeti, kaj se med drugim dogaja v Združenih državah Amerike, eno poglavitnih političnih gibanj v Združenih državah Amerike je gibanje arhitektov, ki ravno o tem govorijo. In poglavitni, med njimi združili so se z družbami žrtev tistega dne, približno 3000 ljudi je bilo, in glavno vlogo igrajo v celi štoriji arhitekti, ki so jim še prišli tudi pravniki. Tako da to za vas, z gospodom, nima smisla se pogovarjati. Se pravi, ko skušamo zadevo v zvezi z Združenimi državami Amerike odpreti, potem se nujno treba vprašati na naslednji način. Ne gre za vprašanje enega dogodka, enega Trumpa, ampak gre za celo verigo dogodkov skozi leta, desetletja. V ožjem pomenu besede se lahko reče, da se je zadeva začela 2 julija 1, približno, intenzivno, tudi pred tem. In od 2001 prek, pozor, da ne pozabimo, predvsem intenzivno se je začelo takrat, to je doba tako imenovanega Busha mlajšega. Zadeva se začne na točki napada na Irak. Se pravi, če hočete razumeti celoto, kako funkcionira, potem bi kazalo biti takole razmišljati. Na začetku imamo nekje 11. september plus zadevo napada na Irak in danes na drugem koncu imamo Trumpa. To je tisto, kar kaže razumeti. Zakaj ta poudarek? Zato, ker problemi, s kateri se Združene države Amerike srečujejo danes in na kateri skuša med drugim Trump odgovarjati, se ne nanašajo predvsem ali pa samo na tako imenovano notranjo politiko, pač pa predvsem na zunanjo politiko. Ko govorimo o zunanji politiki Združenih držav Amerike po letu 2000, približno je to 21. stoletje, potem zlahka ugotovite 2 temeljna elementa. Prvič, to velja od Busha mlajšega, pa tudi prej, do danes, imamo opravka s politiko tako imenovane permanentne vojne. Tukaj ne govorimo o enem spopadu pa enem konfliktu, ampak dobesedno o tem, da so se vojne začele in vrstele in se nikakor niso zmogle ustaviti. To je zelo pomemben element. Zdaj pa, ko govorimo o vojni, dokler vi imate situacijo, recimo od leta 80 do leta 2000, ko je Sovjetska zveza v propadanju, ko nima nobene možnosti, da bi karkoli naredila, ko je v bistvu svet tako imenovani monopolaren, enopolaren svet, potem je to ena situacija. Vendar pa danes mi imamo opravka z drugimi položaji. In te položaje moš takole opredeliti. Prvič, Rusi ne pustijo več. Drugič, imamo popolnoma novega igralca v celi štoriji, ki ga ni bilo 20 let nazaj, to je Kitajska. Kitajska ravno tako ne pusti več. Se pravi, če zadevo primerjamo z dogodki 20 let nazaj, imamo situacijo potencialno svetovne vojne. Pazite, to več ni vojna, pa Sirija, pa Libija, pa bo trajalo 2 meseca, pa 3 mesece. Ne, imamo opravka z največjimi vojaškimi, ampak tudi rudninskimi, človeškimi, finančnimi potencijali, ki so potencialno v igri. V tem smislu je zadeva skrajno nevarna. Se pravi, ena zadeva, ki si jo kaže v zvezi s tem, zapomniti je vprašanje tako imenovane zunanje politike Združenih držav Amerike, je, da so se osredotočili okrog vojne. Ta vojna gre toliko daleč in je treba naravo te vojne razumeti, da je inštalirala, to tudi ima daljšo brado in tako naprej, nekaj takega, kar sam, da začutite, vam bom omenil na ravni števil. Združene države Amerike imajo vojaških baz okrog sveta, koliko jih premoremo v smislu, da so poljavne ali pa podatke obstajajo. Pazite, zdaj, kjero številko bom rekel. 800. Se pravi, ko nekdo reče vojaške baze, potem reče še 1, 2, 3, 5, 17, 33.
Jaz sem rekel številko 800. To je neverjetno. Tako pa je. Toliko, kar se tiče, ne bom več o zunanji politiki. Zakaj je to pomembno? Če ste opazili, Trump argumentira v bistvu samo eno točko. On pravi, Amerika več ni tisto, kar je bila, treba ji je povrniti nekdanji blišč in doseči to, da postane, in pol imate tisto na kapi, kar ima great again. Skratka, naj bi postala velika. In cel njegov arzenal, s katerim argumentira, se nanaša na notranjo politiko. In v notranji politiki sledi zelo hecno Rooseveltove prijeme tako imenovanih javnih del. To so, najbrž ste slišali, da je bil nekoč New Deal, pa v 30 letih, da se je delalo, da so milijoni bili brezposelni, da je milijonom bilo treba dati kruh v roke in tako naprej. Trump na začetku 21. stoletja pravi, da bo šel po tej poti. On dobesedno omenja javna dela, on omenja ceste, on omenja stavbe in tako naprej. In potem pa sklep, in zato sem tudi povedal tisto v zvezi z zunanjo politiko, sklep je pa tale. Kako pa naj gremo? Kako naj poženemo ta gospodarski stroj? Kako naj začnemo investirati v ceste in tako naprej, če pa nam ves denar gre za vojaško vojsko in za vojne? Na tej točki se tako rekoč prvič v 20. stoletju ali pa po prvi svetovni vojni v Združenih državah Amerike zares odpre vprašanje tako imenovanega izolacionizma. Izolacionizem v Združenih državah Amerike pomeni približno nekaj takega, kot je tole. Mi bomo predvsem poskrbeli za svoje doma na našem kontinentu in ne bomo igrali vlogo bodisi svetovnega policaja, redarja in tako naprej, ker več nimamo denarja, sredstev in tako naprej za sebe sami. Pazite, po prvi svetovni vojni, tako rekoč, Amerika na to pozicijo ni šla. V glavnem je bila tako ali drugače, bodisi prisiljena ali pa se je pustila prisiliti, da bi postavila se v položaj, da kontrolira, intervenira in tako naprej, še posebej intenzivno po drugi svetovni vojni, znotraj te tako imenovane hladne vojne. Skratka, Trump govori nekaj popolnoma novega stališča ameriške zgodovine in zelo, zelo občutljivega za ves svet. In s tem bom končal v tem smislu, da pravi, mi vam več ne bomo delali reda po svetu. Pa pravi nekaj takega tudi. To, da mi hočemo in da bi radi pomagali, recimo NATO članicam in podobno, ja, seveda bomo, ampak za to bo treba plačati. Skratka, celo verigo, celo kopico argumentov in politik izpostavi v tem smislu, da drugače, kot pa da radikalno spremenijo politiko Združenih držav Amerike, ne bo šlo. V tem smislu bi kazalo razmišljati o volitvah kot od eni veliki bombi, ki je zakopala za seboj marsikaj. Pokazala je predvsem bedo intelektualcev in znanstvenikov, akademije, akademske sfere, bedo medijev. Dokončno je priznala, da Amerika ni tisto, za kar se prodaja, da imidži o Ameriki niti slučajno ne ustrezajo realijam v Združenih državah Amerike in pa, da se tega Združene države Amerike pod njegovim vodstvom ne bodo šle več naprej. Ko v neki določeni celoti, ta recimo celota, da se imenuje svet, spodnesete ključno lego kocko, to so zagotovo Združene države Amerike, potem je normalno, da ves svet trepeta. Zato, ker ni ga koščka in kančka zemeljske oble, ni je dežele
za katero to, kar se dogaja v Združenih državah Amerike in poteze, ki jih bo vlekel Trump, ne bo dopustile takšne ali pa drugačne posledice. V tem smislu, ko danes govorimo o Trumpu, poskušamo razumeti, zakaj tam gre, kaj se je zgodilo, govorimo o nečem take, kar ima dolgo brado, počasi je nastalo, kar je v tem trenutku, ko ga skušamo razumeti, samo počelo postalo je vidno in vprašanje, ali si imamo hrabrosti pogledati v to. In zdaj pa tisto, kar bo sledilo. Sledilo pa bo bistveno večja negotovost. In ta negotovost se tiče vsakega med nami. Vključno z možnimi zelo resnimi, morda celo številnimi vojnami. Zagotovo pa lahko rečemo, da je ta zadeva historičnega pomena in da svet po današnjih volitvah niti v približku ne bo več isti, kot je bil doslej. Je pa res, da se bodo zadeve počasi spreminjale, da to ne bo šlo naenkrat in da marsikaj se bo spremenilo tako, kar je običajno. Da mi niti ne bomo zvedli, da se pod mizo že pripravlja ali pa je že zmenjeno in tako naprej. Tisto, kar je bil moj namen danes večer, je ta, da vam pripeljamo mišljenje, pravzaprav da razprem v mišljenje, mislim, da je to boljše rečeno. Nekaj takega, kot je prelomni trenutek v zgodovini. Ne morem zgrešiti, če rečem, da je to prelomni trenutek v zgodovini Zahoda. Zahod nikoli več ne bo to, kar je bil. Ampak tudi prelomni dogodek v pomenu celokupnega človeštva. Taki, ki smo obsojeni na življenja, če dalje bolj životarjenja, v majhnih okoljih, kot so ta tukajšnja, recimo balkanska ali pa evropska, in ki smo bolj ali manj v postkolonialnih položajih vizavi Združenih držav Amerike, ampak predvsem Evrope, ni realno pričakovati, da se nam ne vem kako v celi tej štoriji zgodili dobro piše. Ko vam po televiziji zdaj bodo intenzivirali koncentracijo pomirjevali, ko vam po televiziji bodo talali pomirjevali, da je vse v redu, da se nič ni spremenilo, da se ne bo nič spremenilo, da bo vse v redu, da bodo naši zavezniki in zaveznice za vse poskrbeli in tako naprej. Opozarjam vas oziroma svetujem vam, začnite misliti svojimi glavami, pustite pravljice za otroke otrokom, televizice in televizijke, pa prepustite ravno tako njim samim. Skratka, mislim, da smo na točki, ko bo treba začeti prevzemati resno odgovornost za sebe same in svoje otroke in tudi za naše skupnosti in da pričakova, da nekdo bo v Bruslju ali pa v Ljubljani ali pa v Washingtonu ali pa kjerkoli poskrbel, da bi tukaj tako bilo dobro in tako naprej. Mislim, da je to otroško nemišljenje, neodgovorno nemišljenje in tisti, ki imamo 20 in več, mislim, da si tega elementarno ne smemo privoščiti. Ne nazadnje, mi ne živimo več v dobi Prve svetovne vojne, ko je poglavitno orožje bila zadeva recimo nekega topa, ki je lahko izstrelil nek določen izstrelek težek 350 kil na razdalji nekaj 20 kilometrov, tudi ne v drugi svetovni vojni, ko je zadeva bila takšne narave, da si imel tanke, ki so vozili najhitreje 60 ali pa 70 kilometrov, letala, ki so letela podobno danes kot v Sečovlju. Nimamo mi več opravka s tem. Mi živimo ne samo v jedrski, mi živimo v dobi in podorožji, v katerih se nam še sanja ne. In v tem smislu smo v bistveno težjem, nevarnejšem položaju kot kadarkoli doslej. Zadnja beseda pa res, temu bi se reklo, eksistencialna. Kriza 30-ih, Prva svetovna vojna, Druga svetovna vojna. To so bile svetovne vojne, ki so se vrtele še zmeraj okrog kmečkega prebivalstva. Mesta so bila majhna. Večina ljudi je bila na vasi in imela svojo kuro, svojega pujska. Imela je 100, 200, 500, 800 kil krompira, kravo. Imela je solato. Ni bilo elektrike.
Danes izklopite samo elektriko. Milijarde ljudi, ki živijo v megapolisih, bodo v 3-4 dneh ob hrano. Koncentracija prebivalstva današnja v velikih mestih je popolnoma nov fenomen. Druga svetovna vojna je bila nekaj čisto drugega. V glavi pa imamo modele in načine mišljenja o vojni kot o drugi svetovni vojni, o tanku kot o nemškem pancerju, o letalu kot o Messerschmittu ali pa Spitfireju. Ničesar tega ni, razen v muzejih, nota bene. Vse tisto, kar je in kar je novo, še ni prišlo na ogled niti. Se pravi, če bi vam zdaj začel govoriti o magnetskem polju, o zadevi nevidnih letalonosilk, rušilcev, letal, bi rekli, da sem z Lune prišel. Če še bojda izobraženi človek, ki vrh vsega ima diplomo arhitekta, ni slišal in ne razume logike Building 7, potem se lahko predstavljam, kakve bi bile reakcije, če bi vam zdaj začel razlagati o tem. Evo, naj to bo zaenkrat dovolj. Če vas zanima, z veseljem se pogovorim naprej. Če pa mislite, da je dovolj, pa lahko gremo enega pokaditi, pa spet bevando. Naredimo pauzo ali gremo na vprašanje? Kar se mene tiče, jaz bi, mislim, da je boljše, da... Gremo naprej, še pol ure. Ne, jaz bi pa res slišal Building 7. Tako. Kaj je vprašanje? Building 7 bi slišali. Kako? Kaj to pomeni Building 7? Ok. Ko govorimo o 11. septembru, govorimo o terorističnem dejanju neznanih storilcev v smislu napada na Združene države Amerike. Kar se tiče fizikali, tistega dne je padlo več stavb, med bolj izstopajočimi pa 3 velike. Za 2 veste in ste slišali, za 3 pa ne veste. Se pravi, ena se je, te 2 veliki ni treba, da govorimo o njih, ker je vse jasno. Kje je ta Building 7 stavb? To je bilo jugovzhod od južnega. Se pravi, Zdaj repom letak. govorim elementarije, ali je kaj zapisati? Se pravi, te 2 sta... Ok, bom probal risati, vi pa spremljate, tako da sem narisal, ne? Ja, dobro, Ja, recimo, da je to Manhattan, ne? Ja. Potem pa ena stoji tako, Ja. ena stoji tako. Ja. Ta je pa tu nekje. In ni take špičaste visoke gor oblike, Znači, ampak je to bolj desno od tega južnega. Bled nima. Po strani, ja, tukaj je. In potem pa imate slike, ki vam skozi kažejo eno, drugo in tretjo. Ta glavne raziskave zadnjih 10 let, predvsem arhitektov in pravnikov, se usmerjajo v argumente v zvezi z Building 7. O tem so napisane 10 knjig. Kaj je bilo v njih, v tej stavbi? To, kar sem vam rekel. To je povedal. To, kar sem vam rekel. Bančni podatki, CIA podatki. Tako. Ja, podatki niso bili tam neki podatki. Niso. Gospod ve, berete angleščino? No, pojte gor, a imate računalnik? Imate? Greste na YouTube, Y. Potem napišete B-U-I-L-D-I-N-G. 7 ali pa 7, ko napišete. Pa date Enter. Potem pa boste dobili 2000 približno zadev. Potem pa vzamete en krajši posnetek, recimo minutni, 2-minutni, da vidite, kako je zadeva padla. Potem pa greste v interpretacije, pa vidite, kako zadeva funkcionira. Potem pa imate raziskave, kaj je bilo noter in tako naprej.
To, da vi meni ne verjamete, jaz sprejmem. Ne verjamem take zgodbe. Tako. In jaz vam niti slučajno ne mislim vas prepričevati, ker nimam občutka, da je to cerkev. Samo rada rekla, Ne, to je samo pojasnilo, to ni prepričevanje, ne? Ta Building 7 je bilo na številnih dokumentarnih razpravah, dokumentacije, samo kot pravite, na YouTubeu, ampak že nekaj cajta in je to nič, ki spade zdaj, ko se je nekaj, kar ste se vi zdaj izmislil, ne? Ampak v Building 7 je čisto tako, vsemi mednarodnimi združenimi arhitektov. Za vas. Pravim, samo na medijih, tako, poročila. Za vas in za nas, ki vemo, zakaj se gre, je to tako, kot je dober dan, pa to je kisik, ne? Za njih očitno je to nekaj... Tega ne pričakujte po televiziji. Ampak v tem smislu, mislim, nima... Michael Moore nisem slišal temu nikoli. Michael Moore se s tem ni ukvarjal. To pa se je največ ukvarjal s tem? To pomeni, da ste elementarno neinformirani, oprostite, ampak to vam moram reči, ja. Ja? Ja, prosim. Kaj pravite na trditev, da je bilo z 11. septembrom, da je bilo šlo za skriti državni udar neokonzervativcev dejansko v Ameriki? Pa še nekaj, da proličem, pa tudi slike aviona, ki v Pentagon udaril takrat, tudi tiste je bilo malo. Ja. Pentagon. Ja. Sam guža, bez, mislim, še to je bilo bolj bo. V glavnem na to vprašanje, no? Ja. Jaz nisem pristaš tako imenovanih teorij zarote. Mi smo v dobi, v kateri je toliko pomembnega in ključnega, zakritega, neizrečenega, namenoma seveda, da sploh ni čudno, da se pojavljajo take teorije zarote, potem pa učinkujejo eksplanacije, pojasnjevanja, ki se sklicujejo na en vzrok, potem pa nastopijo iluminati in take norije. Mislim, da ne gre za to. Kar se tiče možnosti državnega udara v Združenih državah Amerike, ne verjamem v to. Nisem tega mnenja, da je šlo za vprašanje državnega udara. Jaz mislim, da je šlo za nekaj drugega. Mislim, da je šlo za vprašanje, si lahko vzamem 5 minut, ne? Mislim, da gre pri 11. septembru, da niti slučajno ne gre predvsem za Združene države Amerike. Mislim, da tudi ne gre za vprašanje New Yorka, nič takega. Mislim, da pri vprašanju 11. septembra gre za tako imenovani mehki trebuh Rusije. Bom probal zdaj, sem rekel, da rabim 50 minut. Združene države Amerike niso več v položaju, kot so bile konc 19. stoletja ali pa v teku 20. stoletja, da bi bile zadeva napredujoča, prosperirajoča in tako naprej, ampak se še kako prekleto zavedajo, da prihaja Rusija nazaj in da je Kitajska zelo poskočila, ojačala in tako naprej. Oni to vedo iz prve roke, zato ker so poglavitni dolžniki Združenih držav Amerike, namreč Kitajski. Se pravi, Združenih držav Amerike je zelo jasno, da karkoli naredi v prihodnje, da mora zablokirati Azijo. In potem je vprašanje, kje pa kako usekati. Ko se reče v geopolitiki mehki trebuh Evrope, potem pa govorimo približno o nečem takem, kar je moč zarisati na nivoju od Arabije, od Saudske Arabije, pa vse gor tja do ruske meje in desno, tako rekoč, seveda do meja Kitajske. Se pravi, Azerbejdžan, Tadžikistan, Turkmenistan, skratka, vse to. In tista zadeva v zvezi z 11. septembrom, mislim, da je ravno za voljo tega bila postavljena kot izgovor, kot predtekst, da se upravičeno začne intervenirati točno v tem delu sveta. Zdaj pa, kar se dogaja v tem delu sveta in zakaj tukaj gre, ne gre niti slučajno, samo zato, kar sem zdaj rekel v smislu zasedanja pozicij, pa geostrateške odločitve, to je en del štosa. Še več, dve stvari se da nedvomno poudariti, ki izhajata iz tega, če gledamo sosledje, kako je šlo. V trenutku, ko se zgodi 11. september, takoj gre Afganistan. In za Afganistanom takoj gre intervencija v Iraku. In potem že gledati
Zakaj pa Afganistan? Danes brez večjega dvoma vemo, da gre za kombinacijo kratkoročno, da gre za vprašanje heroina, ki je silno pomemben za financiranje in samofinanciranje vseh covert operations, ki jih vodijo Združene države Amerike, MI5, 6, nizozemske tajne službe in tako naprej. Zdaj, to je ena zadeva. In druga zadeva, ki vam je, po moje, bo bolj jasna in ki jo razmeroma dobro poznate in se veže na zadevo nafte. Al-Qaida. Prosim? Al-Qaida. To nima zveze z nobene z Al-Qaido. Gre za vprašanje kontrole naftnih vrelcev, ki se začne kot problem konc 19. stoletja, s čemer so se ukvarjali predvsem Britanci, v manjši meri Francozi, pozneje so skušali Nemci in Rusi v teku druge svetovne vojne. Danes je to poglavitna zadeva, še posebej po letu 1944 po Jalti, ko Saud in Roosevelt podpišeta sporazum, je to nekako lovišče Združenih držav Amerike. Se pravi, dalo bi se odgovoriti na vaše vprašanje približno takole. To je bil izgovor, predtekst, skratka nekaj takega, kar je bilo treba vzpostaviti kot opravičilo, mislim, da je možno uporabiti to besedo, za tisto, kar se je zgodilo pozneje. To, kar se je zgodilo pozneje, zdaj že traja približno 15 let. Ko greš pogledati, kaj traja teh 15 let, pa dobimo še en dodatni element, na katerem bi vas upozoril, ki je daleč najbolj nevaren. Se pravi, ni nujno in ni niti pametno, da razmišljate zgolj v kategorijah heroin, zaslužek, intervenca, nafta. To je tisto, s čemer nas poneumljajo mediji množičnega poneumljanja. Veliko več je v igri. Zdaj bom probal na enem detajlu odgovoriti. Če greste pazljivo analizirati, kaj se dogaja, potem gre predvsem za nekaj, kar se da posplošiti v smislu in definirati na naslednji način. Temeljni obrazci politike Združenih držav Amerike so rusitve držav. Glejte, to ne more biti slučajno. In za nazaj lahko razumemo, kaj se je zgodilo v Jugoslaviji in Sarajevu. Ampak o tem danes ne bom govoril. Imamo situacijo, v kateri gre Irak, v kateri, zelo vidno, gre Libija in gre Sirija. Pa se pa vprašaš, ma čakaj, zakaj pa tukaj gre? In moj odgovor je tole. Tukaj gre za rušenje držav. Zdaj pa kaj to pomeni rušiti državo? Ne gre tukaj za mejo, ne gre tukaj samo za vojsko, za nič takega. Gre za to, da neko določeno, legitimno, legalno oblast, ki ima organizirano od dvorca do umiranja, od šole do bolnice, od cesta do delovnih mest, od fabrik. Skratka, da neko državo organizirano zrušiš na ravni njene temeljne infrastrukture. In pa rečeš, čemu? Pa? Einfach. Gre za rušenje držav, kajti država zmeraj funkcionira po logiki zaprtosti, meje, pravila, carine in tako naprej. Ko ti to porušiš, kaj dobiš? Odgovor je tole. Odprto družbo. Zdaj pa gre vprašanje, ki zadene v samo bistvo. Odprto družbo zakaj? In odgovor je preprost, glasi se, za ropanje multinacionalnih korporacij. Se pravi, če hočemo razumeti, kaj se, in s tem bom sklenil, če boste zadovoljni, drugače pa me morate še naprej spraševati, bom probal še en krog narediti. Se pravi, ko razmišljamo o 11. septembru, treba je razmišljati po moje, in to je moja sugestija, kot od neki zelo, zelo, zelo pomembni prelomni točki, ko Združene države Amerike gredo čez mejo in mero. To je točka, ko Združene države Amerike vidno izgubijo pravo mejo in pravo mero. To, kar se danes dogaja s Trumpom, to pomeni približno, da je nekdo, ki je bil zmožen reči, pretirali smo, se bo treba ustaviti in začeti na nek način na novo. Jaz tako razumem, to bi bila moja
moja sugestija in moj način odgovarjanja na vaše vprašanje. Če ste zadovoljni. A ja, zdaj pa bo jasno, ne? Če razumemo rušenje držav, odpiranja odprtih družb, probajte po tem modelu skušati razumeti razpad Jugoslavije. Ja. Najprej bi se rad zahvalil Mariju, da ste prišli na to idejo, da taka predavanja organizirate. Pohvalno. Samo treba teme izbrati in tako da imamo prihajati. Malo več bi jaz rad od vas slišal okrog tega rezultata, da je s takim velikim naskokom po elektorskih glasovih 71, pa je po številu volivcev skupaj, za koga to, pa je pod Clintonov, ampak z elektorskih glasov, recimo, da je s tako veliko premočno zmagal vse medije, vse to, torej neverjetno se meni to zdi, da lahko en človek je to naredil skozi kak način, kot je pa še zbravno. Les podpore svoje stranke. Ampak on sam se je boril. Malo več. Med poglavitne probleme današnje dobe sodi zadeva, ki so Italijani zelo dobro krstili in rečejo partitokracija. Približno po 60 letih so italijanski sociologi v pogojih, ki jih oni imenujejo la demokracija blokata, razvili tematiko partitokracije. Kar hoče približno reči, da imamo opravka sistematikami, sistemi načini, jaz temu rečem antipolitičnega životarjenja v postmodernih družbah. Vem, da tomu se danes sledite, ampak ko se temu reče pač tisti, ki se ukvarjamo, z vladavino strank. Stranke so nadomestki za politiko, so inštituti, korporacije, politične tehnologije, ki jih mi v Evropi razmeroma težje lahko razumemo, zato ker imamo nekaj takega, kot je pluralizem, strankarski pluralizem. Nota bene, v Združenih državah Amerike ni strankarskega pluralizma. Ta stavek hoče reči tole. Tisti, ki zamenjuje pluralizem z dualizmom, ne ve, kaj je politični pluralizem. V Združenih državah Amerike, tako rekoč od ustanovitve sem, so bile nekatere izjeme, imamo dvostrankarski sistem, dualno strukturacijo, za katero veš ni nobenega dvoma, da sta kot siamska, kot dvojčkasta. Koliko bolj se zadeva razvija po drugi svetovni vojni, to je čedalje bolj razumljivo. In zdaj pa imamo situacijo, v kateri strankarske aparature. V Združenih državah nimate strank kot v Evropi. To so v bistvu podjetja pred volitvami, ki trajajo približno leto ali pa dve. Vmes ni strank. Nimate te situacije, kot funkcionirajo evropske stranke, ki imajo tradicijo, zelo bogato tradicijo, še posebej socialdemokratske stranke, pa kmečke stranke, pa radikalne stranke, nacionalne stranke. Cel kup jih je takih, ki so trajnega pomena, v smislu, da imajo svoje življenje, pa izgubijo na volitvah, pa propadajo, pa pogine in tako naprej. V Združenih državah Amerike zadeva dosti drugače funkcionira. Sploh za razumevanje političnega sistema Združenih držav Amerike je bilo treba posvetiti celo eno predavanje. In v tem kontekstu imamo situacijo, da praviloma ti dve omenjeni stranki, demokrati in republikanci, kontrolirajo procedure vstopanja v politični proces. To pomeni, da oni vedo, koga spustiti ali ne v pomenu kandidature. Letos smo imeli situacijo, da se je uspel uštuliti. Zdaj bodo velike analize verjetno v naslednjih mesecih in letih, lahko boste brali seveda knjige in članke na to temo, uštuliti nekdo, ki ni bil pravšnji v pomenu, da bi bil pod kontrolo, v tem primeru govorimo pač o republikanski stranki. Ocena je evidentno bila taka, a se ga ni treba remati resno, a se tip je odpuljen, a se nima nobene zaslombe in tako naprej. In potem je Trump očitno odlično odigral. Tisto, kar bi vam jaz rad sugeriral in zakaj sem začel govoriti o partitokraciji, je pa tole. Če Trumpa razumemo kot nekoga, ki je premagal demokratko, Clinton,
potem mislim, da zelo malo razumemo. Trump je najprej premagal konzervativce navznoter. To pomeni, da vse kandidate, ki so si jih dali, vključno z gospodom Bushem, o džepu govorim zdaj, povozo maestralno. To je neverjetno. Ta prava analitika Trumpa v pomenu, kaj se je zgodilo teh zadnjih dobro leto dni, bo morala meriti na to. In drugič, Clintonova je prišla samo kot konsekvenca tega. Tretjič in najbolj pomembno. Trump, in s tem bom odgovoril na vaše vprašanje, Trump je dejansko napadal partitokracijo. On je dejansko napadal obstoječi politični sistem Združenih držav Amerike, ki ne funkcionira več. Ni ga resnega politologa, vključno z nekaterimi akterji, recimo, če vas zanima, splača se brati Ralpha Naderja, pa take avtorje, ali pa Christophera Hedgesa, ali pa take ljudi, imate jih v tem trenutku približno 7-8 resnih, ne nazadnje tudi seveda Noama Chomskega, ki ne bodo rekli, da je to sistem, pa to je zelo nežna ocena, by the way. Oni ne govorijo o posttotalitarizmu pa postfašizmu, kot jaz govorim. Oni zelo nežno rečejo. Oni govorijo v tradiciji, temu se reče behaviorizem pa funkcionalizem. Oni rečejo, sistem ne funkcionira. To, da sistem ne funkcionira, je tisto, kar so množice poštekale. Zdaj pa gremo pogledati, kdo je poštekal in s tem bom sklenil. Se pravi, kako pojasniti moj odgovor na vaše vprašanje. Množice so poštekali. Zdaj pa vprašanje, katerih množic? Moj odgovor je navadnih ljudi. Še bolj oster je. Koliko bolj navadnih, koliko manj izobraženih, koliko manj medijsko izpostavljenih, toliko bolj so poštekali. Skratka, oni so rekli Trumpu, saj imaš prav. Ta glavni napad, veste, kak je šel, katera je ključna oznaka, kako je napadal Hillary. Crooked, je rekel. Pokvarjena, do dna in tako naprej. To je bila glavna oznaka. Zdaj pa pogledajte, kako stojijo Združene države Amerike na volitvah, katere barve so. Imate modro na East Coast, imate modro na West Coast. To je tisto, kar je nekako mestno, izobraženo, urbano, liberalno, levo, levičari v Združenih državah Amerike, by the way, so poštekali, kaj se je zgodilo s Sandersom. Levičari v Združenih državah Amerike niso šli na volitve, ampak to je posebna štorija, nima smisla o tem zdaj. Videli ste, kaj se je zgodilo, kako je partitokratski, demokratski stroj povozil Sandersa. In ta pravi levičari, in v Ameriki jih je, za informacijo, zelo, zelo, zelo naraščajo. Če kje, potem pa to, čemu rečemo levičarstvo, tudi v tradicionalnem pomenu besede, potem pa iščite in študirate predvsem Turčijo, Združene države Amerike, občasno še, kaj se zgodi v Južni Ameriki, ampak ne preveč, še posebej ne zdaj, ko je v Braziliji to, kar je. Skratka, v Združenih državah Amerike, to, kar se s Trumpom dogaja, prosim, da razumete to kot začetek konca nekdanjih Združenih držav Amerike. To ni konc, to je začetek. Naslednji ruker, naslednji spopad gre med levičarjem in Trumpom verjetno. Ni pa nujno, lahko da pretiravamo v tem trenutku in da bo prišlo do 8 let do tega, ne? Ampak v tem smislu, se pravi, in potem se vprašaš, kaj pa je to tisto in between? To je v glavnem tisto, kot čemu Arbenižani rečejo in the middle of the nowhere. To je tisto, kar so rednecks, to je tisto, kar je ruralno, to je tisto, kjer imajo od krompirja do koruze, to je tisto, kjer imamo domačine, kjer so doma, v ameriški terminologiji, se temu reče bolj ali manj libertarci. To so tisti, ki verjamejo v stare vrednote, founding fathers, to so tisti, ki zelo dajo na kavbojsko mistiko Johna Wayna in Clint'a Eastwooda. To so tisti, ki imajo vsaj en gun doma ob posli. Skratka, to je ta populacija, ki je rekla, ne gremo se več tega. In zdaj sklenem z eno zadevo.
Namreč bojim se, da se to tegne zgoditi. Ko govorimo o Združenih državah Amerike in ko jih hočemo razumeti, če jih hočemo razumeti, morate se zavedati, da so Združene države Amerike leta 1963 z levo roko spokale svojega predsednika JFK-ja, da nikoli ni bila resna raziskava izpeljana in da je to bila točka, na kateri je tako imenovani militaristični vojaški kompleks v Združenih državah Amerike dejansko, temu se reče v teoriji deep state, prevzel tako ali drugače vodenje, krmiljenje. To je tisto, kar ima svoje vršičke samo relativno vidne na Wall Streetu. Se pravi, ko razmišljamo o Združenih državah Amerike v danem trenutku in Trumpu, treba je zelo resno jebati možno, da bi se ga skušali fizično znebiti. Nota bene, in zdaj pa pazite, to tisti, ki se tega utegnejo lotiti, prekleto vedo ta stavek, ki zdaj sledi. Ljudje, ki so volili Trumpa, so libertarci. To pomeni ljudje, ki se držijo pištole. V primeru, da bi prišlo do tega, ne more se več ponoviti JFK scenarij. Nobenega miru več ne bi bilo. Verjetno bi bili priče nečem takem. A, kot je državljanska vojna in B, kot je vojaška diktatura. Skratka, Združene države Amerike, ne samo mi, če smo na njihovem terenu ostali, gredo skozi strašno občutljive ure. Koliko več ur, dni, tednov bo minilo, v smislu, da se zadeva stabilizira, unese, toliko boljše za vse nas. Zdaj je zelo tricky volatile, lahko se zgodi karkoli. V tem smislu bi vam svetoval, da greste analizirati, še posebej tisti, ki razumete amerikanščino, vse dokaj elokventno govori. Probajte ga poslušati, 5 minut je govoril. Če mu ne zahvale, odštejete 3 minute je govoril. Kako je skušal umiriti žogo. Jaz sem celo noč danes bil to je moj poklic, jaz sem politolog po poklicu. In ko greš in pričakuješ po taki noči, ne vem kaj, da bo človek iztirjen, pa da ga bo adrenalin pojedel in pol pride gor hladan kao špricer, ko si pa rečem hudiča, so ga pršponali s kakimi pomirjevali in je res odžagal 3 minute tako umirjenega govora, jaz ga nisem pričakoval namreč, ne. In to je, kaj hočem s tem sugerirati, to je znak, kako mu je jasno, da je šel na nekaterih ključnih točkah predaleč in da je vrag odnjo šalo še najbolj takrat in najmanj takrat se lahko heca, ko je zmagal. Se pravi, bistveno lažje za njega bi bilo še naprej pumpati v opoziciji. Zdaj je v popolnoma drugem položaju in zdaj več ni zajebancije, zdaj je njegova glava v torbi. V tem smislu mislim, da upam, da se vam odgovoril. Ja, prosim. Ja. Ena, teza je postavljena, da je neizobražen, govorimo o Trumpu. Jaz to težko sprejemim. To ni moja teza, to so bili očitki. Ne, to so bili očitki Trumpu in je bilo izrečeno v kontekstu in povezavi tistega, da ga niso imeli resno. To ni moja teza. Jaz mislim, zelo dobro zagrabil problem tam, kjer ga drugi niso videli, se pravi, da noben ni znal v jeziku teh ljudi, ki se čutijo odtujene, kako posloviti. No, njih je ta jezik prostaški. Absolutno. To je artikuliral, tako da so teh je znal. On je samo posledica tega, kar se je v Ameriki zgodilo. Če ne bi bil Trump, bi bil to nekdo drugi, se pravi, nekdo, ki je mogel katalizirati celo zadevo. Ne verjamem, da je to taka geometrija, da bi kdo drug lahko taki... Jaz ne verjamem te determinizme. Ne gre za to. Veljalo bi, ampak pol bi rabo spet 10-15 minut, da razložim zadevo jezika. Živimo v dobi latovščine, se pravi jezika, v katerem je blebetanja in jezikanja kok češ, nič se pa ne reče.
In Trump je izbral ustrezno strategijo, šel je ven iz tega in začel je govoriti to, kar si ti rekel, jaz bom to imenoval pocestni jezik. To je revolucija na ravni medijev. Ko ti medijem rečeš na ta način, to pomeni mediji, tako jim rečeš, out. In ja, dalo bi se reči, da je ta tip govorjenja zmagal. Zdaj pa vprašanje, v katero smer bo šlo. Veš, to se zlahka razvija v nekaj takega, kar je neofašizem. To so zelo, zelo občutljive situacije in pač zagotovo pa tako, kot praviš, ja, imaš prav, gre nedvomno za jezik. Sicer pa, da dobite še en občutek, s čemer imamo opravka. Tisti, ki imate v glavi, dovoljno, da večina takih, levo-desne razlike, nič ne morete razumeti. Zdavnaj smo mi on stran levice in desnice. Mi smo v tistem post. To tako res imenujem post-totalitarizem pa post-fašizem. Glejte, bom probal najprej preprosto, potem pa bom zafeclano malo bolj povedal. Če hočete razumeti Kitajsko, potem morate z moč misliti komunizem skupaj s kapitalizmom. Komunistično stranko skupaj z velikimi kapitalisti. To je to, kar jaz imenujem postkapitalizem. Evropejci, ki smo ujeti v 19. ali pa v prvi polovici 20. stoletja, pa čivkamo o teh levičarjih, pa unih levičarjih, pa teh desničarjih, pa unih in tako naprej. To je to, kar lahko berete na vseh medijih, v smislu social media, pa komentarji in tako naprej. Pa Janša gor, pa Janša dol, pa Kučan levo, pa Kučan desno. 25 let se kot v kurniku vrtimo znotraj tega in nas na ta način vodijo lulat. Tisti, ki mislite na ta način, pa bi hoteli razumeti Kitajsko. Nič ne razumete. Na Kitajskem levo in desno. Komunizem in kapitalizem. Partijski sekretar in kapitalist gredo skupaj. Vprašanje in naloga je, kako to mislite. To vam je po moje jasno. Ampak to sem povedal zato, da bi zdaj lahko pelal zadevo naprej. Podobni proces imamo na delu v Združenih državah Amerike na točki Trumpa. Poslušajte zdaj, kaj bom rekel. To vam je pred očmi, pa ne vem, kako si ne upate to misliti. Trump ni proletarc. Trump ni levičar. Trump pa jamra o ubogem delavskem razredu. Tisti, ki so ga izbrali, niso bogati, niso kapitalisti. Zdaj bi pa povejte, kako pojasni znotraj matrici načinov, ki jih mi imamo v glavah, to simbiozo, to združbo v naših glavah nemogočega, še kako je realnega in možnega, med nekom, ki je kapitalist, bogat in tako naprej, in proletarci, ki jih vodi. To je tisto, kar je naloga mišljenja, če hočemo razumeti Združene države Amerike danes. Podobno, kot je naloga drugačnih matric in načinov mišljenja, če hočemo razumeti Kitajsko. To, kar vam bodo po televiziji govorili, ko se oni bodo kregali, pa eni so bolj za Janšo, pa drugi so bolj za Kučana, samo vas peljejo dodatno lulat, kot sami sebe, saj so nenehno v plenicah. To, kar vam jaz govorim, je, ne puste se več v plenice. Začnite misliti po svoje. To, kar se je zgodilo v Združenih državah Amerike, by the way, ni nekaj, kar se bo končalo. Ni nekaj, kar je muha enodnevnica ali pa 7-dnevnica. To je nova doba, ki jo imate pred seboj. Ne nazadnje, to je tudi nekaj, kar to funkcionira v Evropi, sem, da smo mi slepi in se nam je moralo, tam se nam je moralo dogoditi in upam, da bo nam to šola, da bi razumeli, kaj se tukaj dogaja. A res ste mnenja, da živite v demokraciji? A res imate občutek, da Evropski parlament odloča? A ste kdaj slišali za Eurogroup? Niste slišali. Eurogroup odloča o usodah vseh nas. Kdo je izbral Eurogroup?
Lasciate ogni speranza voi che entrate, se temu reče po rusko. Se pravi, ko gre za Trumpa, gre za zelo resne nove stvari in položaje. Gre za nekaj, kar se ne da misliti z matricami in načini, kot smo mi bili šolali. In tudi ne s temi matricami, ki so šolani zdaj te generacije. Zdaj se mi zdi, oprostite, ampak jaz se s tem poklicom ukvarjam, da generacije, ki so za nami prišle zadnjih 25 let, da so še bolj poneumljene, ko smo mi bili nekoč tudi poneumljeni. In zdaj pa razlika je ta, da nekoč bil svet razmeroma preprostejši, kot je ta sedanji, da pa ista ali pa celo hujša koncentracija poneumljanja novih generacij v pogojih še bolj kompliciranega sveta, da utegne biti katastrofalnega. Jaz si ne znam predstavljati drugače to pasivnost, apatijo, vseenomije obnašanje, nenehne občutke in celo po moje popadke, nič se ne da narediti. V tem, ko ti dobesedno svetovi pred očmi razpadajo. A veste, o čem se mi danes pogovarjamo? Mi se pogovarjamo o svetu, ki se mu reče Združene države Amerike, ki pada pred našimi očmi. Ne pada v pomenu fizikalij, pač pa v pomenu imidžev. Gledajte, kaj to pomeni. Naši nonoti so komaj čakali, kdaj bodo šli v Združene države Amerike. Koliko vas je takih mladih in starih med nami, ki komaj čakate, da boste dobili vizo za živeti v ZDA? A je to butasta? Jaz sem šel v Kalifornijo, ampak samo v Kalifornijo. To ni zgolj retorično vprašanje, to so zelo realne stvari. Ok? Jaz sem probal odgovoriti. Ja. Kaj pa odnos do predstavniškega doma pa senata, recimo, kot ona še vedno pod kontrolo dualnega sistema, recimo. Ta še niso vstopili, ne? Se pravi, kakšen bo odnos zdaj med izvršilno vejo, ki jo predstavlja Trump, ne? In to zakonodajno, ki je še vedno pod kontrolo ustaljenega establishmenta. In senat in kongres na nek način sta bila v zadnjih kar letih in desetletjih, tako rekoč, večinoma časa v republikanskih rokah. Danes, če greš pogledat, ker se v njihovem volilnem sistemu gre tako, da je hkrati ob predsedniških volitvah se delno polnita oba. In imamo situacijo, v kateri, jaz nisem gledal natančno, ampak se mi zdi, da je več konzervativnega šlo noter, kot pa demokratskega. To je še od isti establishment. Bo treba. Stasijamska dvojčka, ne? Gledajte, vprašanje sistema Združenih držav Amerike. Ne smete ga, na eni točki sem vas že opozoril, ne smete ga misliti na ravni strank, v smislu, da sta demokratska pa republikanska stranka, ista kot so socialni demokrati v Združeni, ne vem, v Nemčiji, ali pa laboristi in torjevci v Veliki Britaniji. Ne gre za to. Sistem je pa še bolj zafeclan. Glejte, če bi jaz, če rečem Trump ali pa Obama in rečem, da je to prvi človek vlade, to je tako, kot če bi rekel, da je to v Sloveniji Cerar. Pol bi pa rekel, da je predsednik države, pol bi pa rekel, da je Pahor. Pol bi pa rekel, da je glavni poveljujoči, pol bi rekel nekaj takega, kar je od Pahorja še naprej proti ta glavnemu, recimo enem glavnih ljudi, ki trenutno operacijsko vodi, plus šef tajnih služb. Razumeti predsedniški sistem Združenih držav Amerike in to izenačevati z demokracijo pomeni ne imeti enega temeljnega pojma, predlagam, da se enkrat lotimo tega, če niste glih vsi arhitekti. To pomeni nezmožnost razlikovanja med demokracijo in republiko. Demokracija ni isto kot je republika. Združene države Amerike so republika in sicer od točke dekolonizacije ali pa spopadu z monarhijo v Londonu, demokracija nikoli Združene države niso bile.
In tudi za sebe nikoli niso govorili, da so demokracija. Tisti, ki znate brati, kaj ste študirali, verjetno ste slišali za kakega Francoza Tocqueville ali pa kaj takega. Ki je rekel, da je to demokracija? Če pa greste brati Founding Fathers, niga, ki bi uporabil besedo demokracija v pozitivnem kontekstu. Vsi govorijo o republikanizmu in o demokraciji kot nota bene, nevarni zadevi množic. Razumeti Združene države Amerike od trenutka, ko se vzpostavijo, pomeni razumeti, da so osnovne papirje, temeljne listine pisali sužnje lastniki. Drugič, da niti na kraj pameti jim ni padlo, da bi ukinili suženstvo. Če bi temu tako bilo, potem pa tista anti-slavery operation pozneje ne bi bila možna. In pa se vprašaš, kaj so pa ti pol vzpostavili demokracijo? Ne, tisto, kar mediji vam prodajajo, je to, kar je demokracija. To nima nobene zveze z demokracijo. To je pa republikanizem. Zdaj, če mislite, da je to dvoje isto, se motite. Evo še en stavek. A se zavedate, da vam prodajajo toplo vodo, ki sliši na ime, da so monarhije demokratične? A je Švedska demokratična? Je. A je Nizozemska demokratska? Je. A je Britanija demokratska? Ja. Ko izgubimo možnost razlikovanja med demokracijo, monarhijo in republiko, potem se temu reče, da smo in the middle of the nowhere. To pomeni, da smo izgubljeni, da smo kastrirani, da smo oropani za možnost razlikovanja in mišljenja. Bom povedal po grško, da vam bo lažje. Razlikovanje, diairesis, je predpostavka za mišljenje, diainoja. Tisti, ki ne razlikuje, ne more misliti. Ko nam rečejo in nam uspe jim, da nam PR-ovsko prodajo, da sta demokracija, monarhija in republika eno in isto, potem smo politično nepismeni. Kdo potrebuje politično nepismene, pa bom pustil kot retorično vprašanje vam v odgovor. Pa še ena zadeva v zvezi z Združenimi državami Amerike in njihovo demokracijo. Kako bi mi rekli šefu KGB-a, NKVD-a, UDBE in podobnih objektov obdelave rozvite pesek, če bi imel v rokah oblast 40 let? Recimo, en človek, da se imenuje Berija. 40 let na čelu NKVD-a ali pa KGB-a. Kako bi mu rekli? Diktator. Kaj pa, ko gospod Hoover ima FBI 40 let pod kontrolo, kako temu rečemo? Demokracija. Zdaj je bolj jasno, o čem se pogovarjamo? Jaz vsaj upam. Sicer kljub temu, da veste in vidim, da vam je nerodno, da si nekdo upa v demokratični Sloveniji govoriti politično brez milosti. Ja, pridejo časi, ko več ni časa za se zabavati. Zdaj pa mislim, da je dovolj, ker bi rad vsaj enega pokadil. Hvala lepa.